Zgodnji srednji vek je čas velikih sprememb, bojev, preseljevanja narodov. Slovanska plemena se začnejo iz pradomovine Zakarpatij premikati proti srednji Evropi in na Balkanski polotok. Alpski Slovani, predniki današnjih Slovencev, zasedajo svet od Kolpe in Tržaškega zaliva na jugu do Donave med Travno in Dunajem na severu, od Blatnega jezera na vzhodu do izvira Drave in do Soče na zahodu. Podvržejo porimljanjene prebivalce teh krajev, mestni vrvež utihne. Seveda je slovanska naselitev redka, dežela je gozdnata in močvirnata, pa tudi ljudi je še mnogo manj kot 1400 let kasneje. Novi gospodarji dežele so pogani. Njihova naselitev pomeni konec za pozno antično kulturo in začetke krščanstva na koroških tleh. S seboj so prinesli svojo lastno vero, dobre bogove in zlohotne bese, svoj način čaščenja božanstev, V bojih proti sosedom se morajo Slovani povezovati. Nastane plemenska kneževina Karantanija. Upravno središče te države je na Gosposvetskem polju. Okoli 100 let je kneževina samostojna, nato pride pod Bavarsko in Frankovsko nad oblast. V bližini Krnskega gradu do 15. stoletja s slavnostnim obredom ustoličujejo karantanske kneze in pozneje koroškega vojvodo. Ustoličevanje je simbol za povezanost vladarja z ljudstvom, prava posebnost v fevdalističnem srednjem veku. Na knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec. Knezovi spremljevalci odgovarjajo na njegovo vprašanje. Kdo je ta, ki tako ponosno hodi? To je vojvoda dežele. Nato ustoličevalec.
Ali je pravičen sodnik, ki išče blaginjo dežele in je vreden časti? Vreden je. Kmet vpraša: s kakšno pravico me bo odstranil z tega sedeža? Knezovi spremljevalci pa odvrnejo: z denarji, in te živali bodo tvoje, in s tem, v kar je vojvoda oblečen, in tudi tvojo hišo bo naredil svobodno. Nato ustoličevalec prepusti knezu mesto v Božjem kamnu. Kosezi so člani knezovega vojaškega spremstva, neke vrste kmečko plemstvo. V času samostojne Karantanije imajo velik pomen, pozneje pa je tale še simboličen. Ko Karantanija pride pod bavarski in frankovski vpliv, pri ustoličevanju sodeluje tudi tuje plemstvo, na primer goriški grof kot koroški palatinski grof. Borut je zadnji knez samostojne Karantanije. Ko ga Bavarci zaščitijo proti obrom, se mora podrediti njihovi in frankovski nadoblasti. Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir morata kot talca na bavarski dvor. Tam postaneta kristjana. Pozneje kot kneza utrjujeta krščanstvo v Karantaniji. 820. se Karantanci priključijo vstaji pod vodstvom Hrvata Ljudevita Posavskega. Franki se maščujejo tako, da domače kneze zamenjajo s frankovskimi grofi. Ko stopi posti, sklep sklepo, kita stopi kiti, živa stopi živi, nasu stopi nasu, mozek stopi mozku, kri stopi krvi, voda stopi k vodi, koža stopi k koži, moč moči. Naš Gospod, Sveti Kristus, iže jest balj. Karantanci so se podredili frankovski nadoblasti. Privoliti so morali tudi v sprejem krščanstva. Z misionarji pride v deželo pisana beseda. Tudi najstarejše nam znane zapise v slovenskem jeziku je napisala meniška roka. To so slavni brižinski spomeniki, ki so nastali v 10. stoletju na koroških tleh.
Tudi vojvode so v srednjem veku ponosni na slovanski izbor svoje dežele. Tako je deželni knez Bernhard Sponheimski trubadurja Ulricha Lichtensteinskega na vratih Megvarje pozdravil v slovenskem jeziku. Kruh naš vsedani daj nam danas in odpusti nam dolge naše, kakor ino mi odpuščamo našim dolžnikom, in v nas ne vpelaj v nedero izkušnjo, le nas reši od zlega. Amen. Tako imenovani celovški rokopis prihaja pravzaprav iz Rateč. Tam nekaj časa skupno delujejo duhovniki iz Marije na Zilji in iz Kranjske gore. V 14. stoletju na zadnjem listu mašne knjige zapišejo slovenske molitvene obrazce. Ko Rateče postanejo del fare Kranjska gora, je knjigo treba vrniti lastniku, fari Marija na Zilji. Le zadnji list ostane v Ratečah, od koder na Koroško pride šele mnogo kasneje. Pisna sporočila bodočim rodovom so na Koroškem redko posejana, toda ustno izročilo je zelo bogato. Gore in gozdovi so v ljudski domišljiji polni bajeslovnih bitij. Device tri resujajo, na sredu si risnitijo. Tyle puda lete pojajo, da sliš se v daveto deželo. Te mlade ralnih petje sliše. A je tu hlas žehnanih zvonov, bil je hlas drobnih tic, bil to je hlas čistih devic. Daj ojnjemu frišna, da šitro tot poizdmha. Boš ralna ojnja z oče, tam device tri na trofe. Tl pu device pojajo, da rale srce premotajo. Roparski vpadi Turkov večkrat hudo prizadenejo podeželsko prebivalstvo, saj se je težko zaščititi pred konjenico, kjer ni utrdb in mestnih obzidij. Iz turških časov izvira tudi ena najbolj znanih koroških pripovedk – zgodba o Miklovi Zali. Turčja so pred 10 letom prvič vdrli v Rajnsko. Zdaj pa vsa leto požijajo pa pobijajo. Letos jih bo mi naprišlo, a listja in trave, in bojo vse poončali, bil pa palali v služnost. In ostalo bo nam oj to, a bomo za opale bo ovzamo. Pule bo pa ojnet potenciale, da če bo zraslo več, še plevevana. Rava jo boš dobil na oroščam, bo pa nosiva zvat zvonc na rahne. A šlište, a vsovi, a jo sove.
Prve natisnjene slovenske besede spominjajo na čas, ko so se kmetje branili proti krutosti zemljiških gospodov in so del nemške vojaške pesmi iz leta 1515. katerega mi častimo, nas dobro more oteti iz te razbejljene peči in tudi iz tvoje roke. In ako on neče tega storiti, tako vinar imaš vedeti, da mi nečemo tvojih bogov častiti. Najde odmev tudi pri Slovencih. Za kulturni razvoj ima to gibanje velik pomen, saj glavni nosilec slovenske reformacije, Dolenjec Primož Trubar, svojemu ljudstvu da prvo knjigo. Reformatorji menijo, da morajo tudi preprosti ljudje znati brati, saj želijo, da bi vsak sam prebiral Sveto pismo. Jurij Dalmatin poskrbi za slovenski prevod Biblije, najpomembnejšo knjigo reformacije. Natisnejo jo na nemškem, k Slovencem jo pretihotapijo v sodih. Nekaj 100 izvodov pride tudi na Koroško. Tu sicer v času reformacije ni nobenega pisca, pa vendar se prav pri koroških Slovencih ohrani precej protestantskih knjig. Tako so bili tisti možje v svojih plaščih, črevljih, klobukih in v drugem gvantu zvezani in v to razbeljeno peč vrženi. Zakaj oni so kraljevo zapoved morali hitro storiti? In oni so ta ogenj v peči tako silno nejtili, da so ti možje, kateri so imeli Zadraha, Mesaha in Abednega zažgati, od tega ognjenega plemena končani bili. Ti trije možje pak, Zadrah, Mesah in Abednego, so doli padli v to razbeljeno peč, kakor so zvezani bili. Aperiamus nunc in dictionario quatuor linguarum litteram F. Hic est vocabulum flamma. In lingua italiana, La fiamma. in lingua germana, Di flamme. et in lingua slovena, Plane. nunc autem aperiamus vocabulum ignis. Littera I. In lingua greca, Pur. in lingua germana, Das Feuer. et in lingua slovena, Ogen. 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 Hic videmus originem una ex parte in lingua latina et slovena, altera ex parte autem in lingua greca et germana eandem esse. Oblasti reformacijo hitro zatrejo. Jezuiti, nosilci proti reformacije, amejo bivši protestantski kolegi v Celovcu. Spremenijo ga v gimnazijo. Mnogo celovških jezuitov je slovenskega rodu, zato tu gojijo tudi slovenski jezik, izdajajo celo slovenske knjige. Kljub vsej tej dejavnosti obdobje proti reformacije za kulturni razvoj še zdaleč ni tako pomembno kot dosti krajša doba reformacije. Prej bi lahko rekli, da je korak nazaj.
Vale in Domino. Vale. Bukovniki so preprosti ljudje, ki pa znajo brati in pisati. Prvič se pojavijo proti koncu 16. stoletja kot prepisovalci protestantskih tekstov. Sredi 18. stoletja bukovništvo na Koroškem doživi nov razcvet, iz prepisovalcev so nastali ljudski pesniki in pisatelji. Najbolj znani izmed njih je Andrej Šuster, drbosnjak, iz Drabisin pri Vrbi. Je zelo ukaželjen človek in bere vse, kar mu pride pod roke. Jaz sem to šribil na nekatere stan, za katere spoznej svoj falar sam. Jaz sem tudi talarem podvržen. Prosita, da z Božje gnade knap bom zvržen, jaz se skozi to šrift knap povišam. Pesni tudi med delom. Mogoče je to eden izmed vzrokov, da njegova kmetija naposled propade. Posebne umetniške vrednosti dela bukovnikov nimajo, pa vendar ti pisatelji v ljudskem spominu ostanejo živi. O Bog, kateri si te srce tvojih vernih skozi razsvečenje Ožbolt Gucman je potujoči pridigar in misionar. Kot jezikoslovec pa se ukvarja z vprašanjem slovenskega knjižnega jezika, sestavi nemško-slovenski slovar in slovnico in napiše mnoge uporabne tekste, ki so nujno potrebni v šolah in farah. In beseda je bila pri Bogu in Bog je bil ta beseda. Ta ista je bila v začetki pri Bogu. Vse reči so skozi njo storjene in brez te iste nič ni storjeno, kar je storjeno. V njej je bilo življenje in v to življenje je bilo ena luč teh ljudi. In v luč v temnicah sveti in v temnice njo niso zapopadle. Pa se rein v Svatnah pod Rajem so se pa na hochzit popravljali. Mir, ko je že milna ozaloja mal, da bo na dvom popalojo, da bo te mlada. No, Turci so pa že hodili po Oroščam. I so pa hochzit imeli, so praznovali, pa veselili se, rajali, peli, uštne bili. Na mrt pa po noči, pa hromi poleti, an muar tam to vs oval. Turče so blizeri, v Turče srite se. Ja, vse je zbehano, vse je začelo vejati, pa so imeli bali so se Turču. Če pomahal, ti so že ojtobli, ojtamtr, zahrabili te mlade lete, pa otroče, pa vse to pa smo vzeli v Turčijo. Če mi naozalo so vzeli svoje nevesta, pa te lepše dale v rožu. Edina možnost za kmečkega sina, da postane izobraženec in ostane Slovenec, je študij teologije. Tako velika večina članov slovenske narodne elite nosi talar, vse na Koroškem. Z ustanovitvijo revije Karintija leta 1811 se začne obdobje uspešnega nemško-slovenskega sodelovanja na Koroškem. V reviji tudi Slovenci lahko objavljajo pesmi in spise. Urban Jarnik se te možnosti rad poslužuje. Mnogo svojih del objavi prav v Karintiji, pesmi pa tudi znanstvene spise. Njegove pripombe o germanizaciji Koroške, tudi objavljene v tej reviji, pa povzročijo precej nemira. To je eden od prvih znakov, da se odnosi med nemško in slovensko govorečimi Korošci zaostrujejo.
ali se še vedno ubadajo s pisavo in našim jezikom? Dobro vejo, da se zaradi tega sekajo glave samokranci in Bog jim daj pamet. Saj res, namesto da bi si delali preglavico, kako čim več slovenskih knjig spraviti med ljudi. Vem, kaj mislijo. Jaz pa mislim, da je ljudem važno, kakšna bo letina in kako bodo lahko plačali davke, kot pa to, da bi brali knjige, saj niti nimajo časa za to. O tem se pa zelo motijo. Vem, da kmete ne moreš prepričati, da je šola in umika važna in da imajo druge skrbi. Vendar mladino lahko prepričaš, na nje moramo graditi. Se mladina hodi v šolo več ali manj? To že, to da vem, da se v šolah učijo in izobražujejo skoraj samo v nemškem jeziku, slovenščino pa pozabljajo. Dobro vejo, koliko sem jaz že storil za naš narod. A kaj pomaga, ko naši ljudje niti ne znajo brati, niti nimajo časa za to. Tako tudi ne moremo prodati dosti knjig, da bi se to tudi denarno obrajtalo. Se ve, zato pa naj se ustanovi društvo za izdajanje dobrih slovenskih bukov, katerega namen naj bo preprosto ljudstvo izobraževati, podžigati, pisatelje podpirati ter jih k novim činom spodbujati. Anton Martin Slomšek, doma Štajerskega, je eden najbolj uspešnih Slovencev svoje dobe. S svojimi deli mnogo prispeva k uveljavitvi enotnega slovenskega knjižnega jezika. Zavzema se za močno narodno zavest in ostro nastopa proti Nemčurjem. Na višku svoje kariere postane škof in posreči se mu celo, da prenese škofovski sedež iz Šentandraža v Labotski dolini v Maribor. Urban Jarnik je prvi koroški slovenski pesnik. Čeprav je duhovnik, napiše prvo slovensko umetno ljubezensko pesem na Koroškem. Žal pa ne izda pesniške zbirke. Ukvarja se z jezikoslovjem in z raziskovanjem ljudskega izročila. Zavzema se za združenje južnih Slovanov, razvija koncept za skupen južnoslovanski jezik in tako postane starosta iliristov na Koroškem. Poslušaj, Urban, naše vodilo vodi, malo govoriti, veliko delati, vse trpeti. Slovenski jezik, le tisti malo obrajta, ki sveta ne pozna in ne ve, kakšni ljudje po sveti živijo. Podoben je tak nevednemu otroku, kateri tudi misli, da je Celovško jezero največji na sveti in da onkraj Lojbla je že konec sveta. Slovenci, ki svoj jezik malo pridno zatahijo in Nemci hočejo biti, so podobni neumnemu kmetu, ki svojo kmetiško sukno izleče in gosposko nositi začne, da potem ni gospod in ne kmet. Slaba je svetloba lune, njo oblaki skrivajo. Žalostno na citrah strune v moje srce glas pojo. Nove delajo mi rane, srce mi prebadajo. Solze so le noči znane, k se le nji zaupajo. Daleč, daleč je melita mojega srca draga kri. Sladka je ljubezen skrita, z rožami ovita spi. Travniki so mi pušave, od ljudi zdaj proč bežim. Za veselje nimam glave, jaz na raji sam sedim. Se veselja ni brez... Der Träumer! Se veselja ni brez tebe, ti le meni srečo daš. Ali te ljubima pri sebe, komu se tedaj podaš? Vetri glase te nesite k oknam, kjer melita spi. S to besedo jo zbudite, damon tvoj za te živi. Je že risen. Se mu prenase Paul a suša a se tiče bulovja.
še vsače je pri nas svojim naremane bule na den spravuje sam. No, zdaj mi pa le povdajaš, naredimo eno društvo. Haden bo drugemu pomahal, pa bo vse bo šlo. Ti boš napopravil, jaz pa bole prudu, a njih bojo pa našrivali. Du pa nas šribu. Poglej, dole imamo študiranih mož. A nemamo društva, se nobedne ute šribinja. Vsa se boji, da ne bi šel po hove. A bi pa vedu, da bo ti bral, a je bo na šribu pametna za šanstvo vero, bi pa bi je čuft. Pa da jo bomo pomahali, pa više i na šribu. To je že risen. Žinjete imamo na narodnost, pa na vero. Razvite imamo slovenje špraho, pa literaturo. Pozabite, pa tudi ne smemo na potrebe naših ljudi. Andrej Einspieler, duhovnik, politik in publicist, ustanovi več slovenskih in nemških časopisov. Bori se za enakopravnost Slovencev in za politično svobodo. Igra tudi pomembno vlogo pri ustanovitvi Mohorjeve družbe. Drugi pomembni publicist, ki pomaga, da se Celovec uveljavi kot začasno središče slovenskega kulturnega življenja, je Anton Janežič, srednješolski profesor. Izdaja 2 literarni glasili, antologije in čitanke ter zbirko večjih proznih besedil. Sestavi pa tudi 2 slovnici in slovar. Na Koroškem 1851. nastane društvo, ki želi preprosto ljudstvo navdušiti za branje. Pobudo za ustanovitev Mohorjevega društva dajo Andrej Einspieler, Anton Janežič in škof Slomšek. Po začetnih težavah društvu zares uspe podeželsko ljudstvo navdušiti za tiskano besedo. Jezikovna meja se v 19. stoletju premika vedno bolj proti jugu. Delež slovenskega prebivalstva na Koroškem upada. Socialna struktura ta razvoj še pospešuje. Slovenskih meščanov ni. Poleg tanke plasti župniške inteligence prevladujejo mali in srednji kmetje ter podeželski proletariat. Kdor gre delat v mesto, postane Nemec. Tudi uradi in javne ustanove so nemški. Nasprotja med Nemci in Slovenci pa se večajo, saj je postalo pomembno, kateremu narodu človek pripada. Zdaj jezdi lep puveč, mladenič na velem šimeljču. Pokujta mi šimeljča, oj lena mlada šimeljca. Mi dva jo ne pokujava, ker je sobota kvatrna. Sta prvo žrebu udarova, je prežavariva šimeljca. Jaz nisem mlada šimeljca, sem le tvoja kotrca. Zdaj pa bom porajžala, ne bova se več videla.
Jaz sem Šimilca, jaz sem tvoja Kotrca. Čakajte, jaz malo zapišem. Jaz nisem Šimilca. Jaz sem tvoja Kotrca. Jaz sem tvoja Kotrca. Zdaj pa bom pa vandrala, ne bova se več videla. Zdaj pa bom pobandrala, ne bova se več videla. Sem prav zašribu. Matija Majer Zilski je Slomškov in Jarnikov učenec. Trudi se za večje upoštevanje slovenščine v javnem življenju, predvsem v šolah in uradih. Leta 1848 zahteva združitev vseh slovenskih pokrajin v samostojno upravno enoto znotraj Habsburške monarhije, tako imenovano Zedinjeno Slovenijo. Kot etnolog zbira in zapisuje ljudske pesmi in šege, predvsem svoje rodne Zilske doline. Njegovo življenje se konča v Pragi. Tja se je zatekel na stara leta, razočaran, ker je svojimi političnimi predstavami doživel brodolom. Najpomembnejši koroški slikar 19. stoletja je Marko Pernat, doma iz Spodnjih Medgorij. Slika pokrajine in večina ljudi pozna njegove upodobitve Triglava ali Velikega Kleka. Pernat je edini koroški slikar pokrajin, ki se lahko meri s sodobniki iz drugih dežel. Pa tudi uspešen je, ker je njegov stil že zdavnaj priznan in priljubljen pri kupcih. V začetku 20. stoletja imamo Horjeva že več 10 000 članov. Ti vsako leto dobivajo knjižni dar, ki ga v družinah ponavadi berejo kolektivno. V tem knjižnem daru je vedno tudi večji prozni tekst. Razvije se poseben tip pripovedne literature, večernice. Najpomembnejši koroški zastopnik je Jakob Sket, njegova Miklova Zala pa tipičen primer za to književno zvrst. Pa je že 7. leto Zaline sužnosti. A v vsem tem času ni mogla nesrečna žena okrevati in pozabiti na svojo vero, na svoj dom in na svojega dragega Mirka. Toda na rešitev ni bilo misliti pri njej. Zatorej se je pripravljala na gotovo smrt. Iskreno je molila Zalika vsako noč. Klicala je v svojem maternem jeziku Marijo Devico na pomoč. A eden izmed stražnikov je razumel te glasove. Skrivši napiše majhen listič in ga vtakne zvitega skozi ključavnico v sobo, odkoda je slišal prošnje in jok. Kaj pa je to? Vzklikne naenkrat začudjena in pobere listič, ki je ležal na tleh. Ta jezik mi je znan, ali ni to slovenski, kot ga govorijo v Rožni dolini? Prisvetil ji je prvi žarek svobode v grozo temo strašne sužnosti.
polnoči potrkane klona vrata. Plebiscit leta 1920. Je prelomnica v koroški zgodovini. Obljube Slovencem pred plebiscitom leta 1920. So velikodušne. Die Kärntner Landesversammlung erklärt daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde, namens der von ihr vertretenen Bevölkerung, dass sie den geistigem und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen lassen wird wie den deutschen Bewohnern des Landes. Večina slovenske inteligence mora po zmagi nemške Avstrije oditi v Jugoslavijo. Pred plebiscitom avstrijska in jugoslovanska stran delata močno propagando. Koroški deželni zbor obljublja, da se bo Slovencem v nemški Avstriji dobro godilo. Diese Verführten zum Kärntnertum zurückzuführen. In der Lebensdauer einer Generation muss das Erziehungswerk vollendet sein. Das werden nicht die Behörden und Regierungen machen können. Das Kärntner Volk selbst muss es besorgen. Haus, Schule und Kirche müssen sich am Heilungswerk beteiligen. V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno koroške politične in gospodarske razmere zares niso naklonjene slovenske kulturi. Slovenska književnost na Koroškem je v medvojnem času omejena na literaturo za ljudstvo na razmeroma nizki ravni. Zelo priljubljene so tudi ljudske igre. Samo znova začnimo. Co? Dve? Tuj, prosim te, povej, Haris ne viš od moje zajke. Bohato te bom obdaroval. Če me poviš, a še živi in če je moja zajka. Preta je že 7 let, odkar se je poročila zajka z Mirkom. Na dan proroke je prihodil Turk in nevesta se je morala odšti od svojega življenja. Njeha so Turka ujela. Zalaha je sicer poskusila rešiti s pomočjo junaškega mladeniča iz turške ječe, a potem jo je nihče zdal. Ja, znava. Vim, je se vim. Pamet imam povezano. Na pamet. Povej pravim. Tla, Mirko, ali me ne poznaš? Zajka, ti živiš, o moj Bog. Šele tik pred drugo svetovno vojno se spet pojavijo resnejše literarne težnje, ki pa jih kmalu zatre teror nacionalsocialističnega režima. Me to vazu!
Janko Ferk je pisatelj, ki veliko dela. Napisal je roman v nemščini Der verurteilte Kläger, obtoženi tožilec, ki igra v svetu, v katerem je Ferkovo delovno področje na pravnem območju. Izdal je še v dijaških letih prvo zbirko Hladni ogenj, Kühles Feuer, ki so ji sledile druge, po večini z nemškim prevodom ali tudi nemškimi pesmimi, tudi s prevodi v italijanščino, furlanščino in angleščino. Ferk je kot izdajatelj in prevajalec posrednik med slovenskim in avstrijskim književnim svetom. Gustav Januš, po poklicu glavnošolski učitelj, je umetnik dveh umetniških zvrsti, je slikar in pesnik. V prvi zbirki, Pesmi, najdemo v verze ulito prozo s prizori iz vsakdana in dokaj ironično kritičnimi podtoni. Zadnja zbirka, Sredi stavka, vsebuje po vsebini in izpovedni moči bolj lirske, hermetične pesmi, ustvarjajoče svoj svet in lastno jezikovno podobo. Kot Florjana Lipuša je pesmi Gustava Januša prevedel Peter Handke. V več kot 30 letih pesniškega ustvarjanja je Gustav Januš prejel med drugim Petrarkovo nagrado in nagrado iz Prešernovega sklada. Vi morda veste, kje je Januš doma? Januš? Gustav. Tisti jaz ne poznam. Tam od Zape je bil doma. Sedaj je pa na Bistrici gor. Marija Elen boš tam. A Gustav Janez, Marija, te je v Cevcniči najbolje je. Januš. Doma. Tu na Zvahnem kotnot. Pa Šuštar, ne? Januš je tle bil prej doma. Ja, prej bil Januš tle doma, no potli pa na 4 leta je pa že bil. 7-5 je pa vandro.
Wissen Sie, wo Gustav Janusz zu Hause ist? Ja, da müssen Sie da die Straße hinauffahren, da rechts und dann links auf der Anhöhe steht ein Haus, ein neues. Janusz, da oben ist das Haus. Ja, ich sag doch. Rad bi ostal doma. Sedel bi na klop in poslušal veter, ki kroži že vekomaj po rjavi zemlji. Zvedel bi, ali so že sejali ajdo, ali so že zorali novo njivo in sejali vanjo mlado življenje. Zvedel bi tudi, ali je jesen že obdarila žuljave roke in jim prinesla blagoslova. Toda včeraj so razdrli klop in šli v tujino. Milka Hartmann, rojena 1902, je starosta koroško-slovenske književnosti. Leta 1934 so v Ljubljani izšle dekliške pesmi. Pesniška zbirka Moje grede leta 1952 velja kot prva samostojna zbirka po drugi svetovni vojni med koroškimi Slovenci. Ob pisateljičini 80-letnici je izšlo trodelno zbrano delo. Pesmi Milke Hartmann pojejo pevski zbori, okteti in ansambli, saj jim je z večine pisateljica kot pevka sama dala melodijo. Milka Hartmann je nadaljevalka tradicije koroških bukovnikov, samoukih in z domačim okoljem povezanih književnikov. Da ble prišla bila smrt v ane drači odrce. Da bi me vzala še pred vienachtmi, da ne bo treba vandrati. Pa letos še či prišla bila smrt, zdaj puntic sem povezala, da bom k novemu pauru bondrova, sa bom pa kaj navodila. Štek se na svete mi godi, da moram zmeraj bondrati. Za mani, kjer ta pravga domu ni, bo pa kaj tam večnosti. Janko Mestner, rojen v Dobu pri Pliberku, študiral v Ljubljani, poučeval na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Njegovo pisateljsko delo obsega spominsko in dokumentarno, ironično-satirično in narečno prozo, kritične pesmi, dramska dela, jezikovne pogovore v radiju in časopisju. Mestner piše v slovenščini in nemščini. Značilno delo je črtica o usodi slovenskega kmeta in njegovega konja z naslovom Job. Za scenarij filma Vrnitev o dogodkih med drugo svetovno vojno je dobil Janko Mestner nagrado Zlata Praga. Po zaslugi izravnavajočega duševnega ravnala, neodvisnega od človeške volje, je spomin močno izpopolnjeno mišljenje v željah. Če sta si bila dobro in zlo v človekovi preteklosti kolikor toliko uravnotežili. A so ga čuo? Da, priču Slovenaču, u svakom slučaju. Slovenaču priču. Slovenaču priču, evo, znaš, evo. Ti si pije. U svakom slučaju. Ja, znaš, ti bio.
Če pa je tam pretežno ali izključno vladalo zlo, more biti spomin tudi sama rana, ki vse do groba krvavi, se gnoji in pekli. Ljudje s tako odprto rano so duševno zelo prizadeti. Občutljivi so za vsak odtenek. Da, za vsako senco družabnega poniževanja ali zaničevanja. Človek se rodi nag. Ne da bi se mogel tega ubraniti, človek v našem kulturnem in civilizacijskem območju že nekaj stoletij dobiva po rojstvu versko in narodno prevleko. Temu pravimo kultura. Dokler je človek živel samo svojo naravo, si je za ohranjanje življenja ubijal živali. Odkar živi s kulturo, ubija tudi sebi enake. Duševnega ubijanja zaradi njegovih posledic ne moremo primerjati s telesnim. Če ga opravi duhovnik, to samo še dodatno dokazuje, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta in da sploh ni nujno, da bi bila cerkev eno z njegovo besedo. Tudi kar zadeva opisano Radovo vzgojo kot padu od vere. Zakaj Rado je njej nakljub postal človek? Andrej Kokot, doma na Kostanjah, je svoje književno ustvarjanje posvetil v prvi vrsti pesništvu. Kokot si je našel poseben pesniški jezik, v katerem se združujeta tematika, slovenski živelj na Koroškem, posameznik in družba in želje jezikovno točnega izraza ob onemelosti posameznika. Ukvarjanje z jezikom kot izraznim sredstvom dokazujejo tudi Kokotovi prevodi v slovenščino in v nemščino. Kot mnogi drugi slovenski pesniki, ki ustvarjajo za odrasle in obenem za mlade in najmlajše, je tudi Kokot izdal zbirko pesmi za otroke z naslovom Ringa raja. Prišel je človek in zaukazal, bodi most, in bil si most. Po mojih železobetonskih rebrih so hodili ljudje in bogovi in teptali moj krivi hrbet. Čas pa je počasi spodkopaval mojo trdnost in jo nekega dne dokončno uničil. Moji napeti loki so se vzravnali in bil sem spet človek. Odtlej bežim pred ljudmi, ker se bojim, da mi bo spet kdo zaukazal, bodi most. Fabijan Hafner je v obeh deželnih jezikih mojster besede. V Gradcu je študiral slovenščino in nemščino, živi kot lektor nemškega jezika v Ljubljani, njegova dela rastejo na izrazu dveh jezikov. Pesmi v slovenščini so izšle leta 1988 v zbirki Indigo, zbirka liričnih, jezikovno igrivih in oblikovno zanimivih pesmi. Njegov prvenec v nemščini je izšel leta 1991 z naslovom Gelichter und Lichtes. Kot prevajalec v nemščino se je izkazal ob delih Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Draga Jančarja in koroških pesnikov. Petrarkovo nagrado je dobil za prevod Lipuševega romana Jalov Pelin.
Ceste so prazne, kot da tu snemajo film, ki se dogaja pred 100 ali več leti. Mesto je razseljeno. Vsakih 14 dni vadijo obsedno stanje. Ali je sploh treba povedati, da bodo zarili okope med koruzna polja? Danes verjetno zadnjič prehitevaš vozilo z napol nečitljivo tujo registracijo. Ne misli, da si edini, ki pričakuje snežni metež, povoden, sončni mrk. Zamejo gozdič, iz njega se širi zmrzav, poledica in megla, ki počasi polni vso kotanjo, da ne vidiš roke pred očmi. Ceste so prazne. Poledica in megla, ki počasi polni vso kotanjo, da ne vidiš roke pred očmi. Vse smeri so enake. Pogovori se končajo praviloma s podkliči. Dežniki štrlijo v mračni dopoldan napeti od težkega zraka in nejasne slutnje dokončnosti, ki se je tokrat zlahka nihče ne znebi. Kot Kitajci, ki se med seboj spoznajo iz kotičkov oči. Lahko bi za vogalom bilo morje. Nič se ne bi spremenilo. Niti za tistega, ki se ob svitu z njenim objemom poslavlja od svoje dvojnice. Leti, ki si drznejo obleči historične kostume, se bodo pod večer na glavnem trgu zgubili v nepregledni množici. Maja Haderlap je združila staro in novo v naslovu svoje pesniške zbirke Žalik pesmi, ki spominja na žalik žene iz ljudskih pripovedk. Vanjo je odkala svoje osebno gledanje na svet, v katerem kot bela vrana išče svoje mesto. Druga zbirka se imenuje Bajalice. V pesniški obliki z daljšimi ritmiziranimi vrsticami išče pesnica odgovore na vprašanja odkot in kam, kdo in kdaj. Maja Haderlap je začela ustvarjati že v gimnazijskih letih. Bila je urednica revije Mladje, njena besedila so objavljena v vseslovenskih antologijah in revijah. Študirala je germanistiko in gledališke vede in dela kot dramaturginja v mestnem gledališču v Celovcu. Atme ein, ohne auszuatmen. Presse mich zu. Öffne vorsichtig die Tür, drücke die Klinke herunter. Na kljuko pritisnem. Poskusim
če je zapahnjeno za menoj, zmedena, k sebi privita. Torej, ne se naučim, da ti na mesto obnošenega me imaš kaj rad, pošepnem v uho, prideš z menoj stari in tlesknem s prsti vznemirjena, zibaje se pričakujem. Svet je epileptičen, mi gre na kozlanje. Skušam več postošiti dogajanj v glavi, in kar sem rekla, bo še treba dopolniti. Vsi vidni in pretekli dnevi so se zbrali v pisan kumulus. In če se vsega nisem risala s pogledi v enoznačnost časa, zamislijo o sreči. Povsod so zvalovili vodni mozaiki. Vstopim. Kako preprosto, to pesem moram zdrobiti, da mi ostane v duši. Vstopim, kako resnična preobleka našega življenja, katerega vsi pišemo. In če bi živela v kom drugem, ali bi vedela, da živiš sama v sebi? Jani Osvald zavzema v slovenski književnosti na Koroškem posebno mesto, saj se je podobno kot avstrijski pisatelji ob začetku in slovenski ob koncu 60-ih let odločil za izrazno sredstvo konkretne poezije, vendar v posebni obliki jezikovne igre oziroma mešanice nonsensa, nemščine in slovenščine. Posebnost te poezije je, da zaživi le ob avtorjevem branju lastnih besedil. Osvald, po poklicu pravnik, je izdal prvo zbirko leta 1985 z naslovom Zaseka in z njo dobesedno zasekal svojo pot v slovensko književnost. Sledili sta zbirki Babilon 1992, jezikovna zmes ali zmeda ali kaos kot v Babilonskem stolpu in Pesmarica 1995. Geboren, rojen, 57, 7, jebem, jeden, eben, dada, razne šole, pravtam, Schulen, scholte sich, na Juris, Docker, der rechtsunwissen Schuft, fragt nickt nackt Faktor, niemals, nochmals, sowas, wer was, sehr was, Wasser reinigt, voda čisti, reiner, čisti Nonsens, liebst du eine Wiener Wiese, schöner Traunik na Dunaju, Braunik v gospodarstvu, pesnik v gospodinstvu, dvojnik v jedinstvu, bist du gel, bikulturell, pogosto, gostejše, dichter, schlechter, Dings, auch Denker, enger Dinge, lebst zur Zeit vom Marketinge, umili, celovski, idili, nahe des Wörthersee, Südufer Straßenverkehrsknotenpunktes Živiš und Guš čuješ. Florian Lipuš je med slovenskimi romanopisci našel posebno izrazno ravan, kombinacijo zgodbe in jezikovnega eksperimenta. Po poskusih krajše proze, črtice mimogrede in dramskega besedila Mrtvo oznanilo je bil njegov prvi roman Zmote dijaka Tjaža leta 1972 pravo presenečenje za bralstvo in književno kritiko. V romanih zanima avtorja vas kot družbeno okolje, v katerem se odigravajo ljubezenske zgodbe, življenjske usode, kjer vaščani delajo, molijo in umirajo.
Doktor Johan Jamarnik. Hvala, izvolite. Spoštovani častni gostje, dragi nastopajoči, cenjeni poslušalci. Zelo me veseli, da smem kot zadnjo točko na letošnjem Koroška vzdihuje pozdraviti vam vsem znanega Hanzija Jamarnika, diplomiranega vzdihovatelja in doktorja vzdihovalnih ved, ki je naše koroško vzdihovanje ponesel v svet. Odkar se je on z vztrajnim delom in s tankim umetniškim posluhom lotil vzdihovanja, je vsem koroškim dušam naše 100-letno vzdihovanje, ki smo ga zvesto prenašali iz roda v rod,
leglo na srce. Dragi Hanzi, v imenu vseh slovenskih rojakov se ti za ta tvoj trud tudi iskreno zahvaljujem in ti pri tvoji nadaljnji življenjski poti želim obilo uspeha. Sedaj pa prepuščam besedo oziroma vzdih tebi in tvojim souzdihovalcem. In vam želim, dragi poslušalci, obilo kulturnega užitka.